zdaj imam pa samo eno tako malo živahno nalogo. Jaz ne vem, če bo preizkus spomina, mogoče bo samo utrjevanje tega, kar smo že slišali. Ampak Zvonka me je pregovorila, da ne boste delali tako, kot ste delali po skupinah, ampak da se to ukrivila. Ampak je pomembno, da odprete tiste svoje mašince male, lepo prosim še enkrat, pa gremo z eno televoting akcijo. No, najprej za ogrevanje eno čist, zelo tako enostavno vprašanje. Ali poznate proces, ste se z njim srečali v prvi fazi, ste se z njim srečali v drugi fazi, ali pa ste sodelovali mogoče celo v obeh situacijah, v kakršnekoli dogodku. Je bo po Franciji seveda tisti čarovnik. Aha, že teče. Že teče zadaj. Zdaj še ne vidimo. Mogoče bo to dobra povratna informacija, da vidimo, koliko smo pravzaprav zajeli, ali spet zajeli v celem procesu tudi vas izvajalcev, zato ker je potem to pomembno tudi zaradi nadaljnih informacij, ki bomo širili v zvezi s spoznanji, ki smo jih dobili iz tega projekta. Mogoče zdaj za zraven povem še to vse, kar je Ben govoril o posameznih predlogih aktivnosti, so zadaj seveda podkrepitve v tem dolgem poročilu, ki bo približno skoraj 200 strani dolgo, v navadi OECD-ja je tako, namreč podatki in vse, kar je tam noter zbrano, temelji na raziskavah in je vse podkrepljeno. Dodani so pa seveda naši primeri, slovenski, in vse tisto, kar ste oziroma so povedali v različnih aktivnostih, ki smo jih imeli skozi proces. To so bile delavnice, tematske delovne skupine in druga bilateralna srečanja. In seveda, tako kot ste videli, dodani še tuji primeri zraven, kar pomeni, da je to ena dodana vrednost izkušnji, ki jo imamo, ali je pa nimamo, ali pa je ta dobra, pa bi bila lahko boljša. No, tako je. Aha. No, tole je pomemben podatek, tako da hvala lepa, to je bilo kar pomembno. Več kot polovica vas je prvič slišala za proces, to se pravi, da zdaj zaenkrat je največ to še en wow. Spet ena strategija. Tudi s tem vprašanjem smo se pogosto ukvarjali na samem začetku, ampak sam proces je OECD že poimenoval kot strategijo spretnosti, to se pravi spet strategy, in potem smo v slovenščino seveda spet prevedli ta isti termin. Se pa zavedamo zelo močno tega, da imamo v Sloveniji izkušnje, kako mnoge strategije ostanejo v predalu in bi si želeli seveda, da poskušamo razumeti, da je verjetno ta vezana na proces, ni pisana kot dokument v kabinetu, ampak je nastala v sodelovanju z več kot 100 deležniki in več kot 120 posamezniki v celih 5 letih. Tako da hvala lepa. V prvi fazi, v drugi fazi, potem še v obeh fazah 15%. Hvala lepa za sodelovanje vsem tistih, ki ste prispevali za to, da imamo noter tudi slovenske primere, kot ste videli. Zdaj pa bi šli naprej. Naslednje vprašanje, ki je seveda povezano s samim procesom in sodelovanjem, zanima nas, kam sodite, v katero polje delovanja oziroma kaj je tista vaša delovna orientacija oziroma kateremu polju, ali pa bomo rekli po desni polju, na kateri domačini pripadate. Verjetno vas bi največ pod D, potem pa jaz upam, da bomo našli še koga drugega. Celo studenti, odlično. Aha, gospod Zorko se ni preklopil, tako da bomo tam dali še dodaten procent zraven. Sicer pa ja, iz visokega šolstva mislim, da nas je Matej ravno kar zapustil, tudi tam nam en procentek manjka, pa potem iz občini lokalnih skupnosti. Žal moram reči, da je to ena od naših rak ran, očitno na lokalnem območju, seveda ste zelo navajeni sodelovati z vsemi akterji, predvsem tudi z občinami, ampak vendarle smo skozi proces ugotovili vsi, da je pa ta formalna povezava
upravljalskih struktur na nacionalni ravni in na ravni občin slaba in to je tisto, kar na ravni governance oziroma upravljanja nujno potrebuje izboljšave in zato upamo, da bodo ta priporočila padla v ušesa, za katera je pomembno, da to slišijo. Dobro, ste prišli pa se zahvaljujem, pa gremo še k enem vprašanju. Tole bo malce bolj zagatno, zdaj, če ste uspeli poslušati celo reč, ampak vendarle poskušajte zbrati tista 3 poročila, na katera bi se vi svoje pozicije delovanja raje, ali pa bom rekla, najprej fokusirali. Franciji mi je upozoril, da moram ravnati didaktično, pedagoško, andragoško, vzemite si čas, da povedete do konca. Hvala lepa. Zdaj pa verjetno še tole orodje čarovniki zadnje. No, tole je zelo pomembna informacija, najbrž, bom rekla, tudi z vidika ministrstva, zato da bomo upletali tudi vašo prisotnost, bolj intenzivno faze, ko bomo pripravljali nadaljne reči v zvezi z nacionalnim programom, pa še kaj drugega. Ampak relativno precej, bom rekla, enakomerno razporejeno, samo nekaj takih, bom rekla, pacov imamo, temle pri... tam, kjer se ne boste vtikali, tam ste pač se malo odstranili, kar je verjetno z polja ali pa z pozicije razumljivo, oziroma bom rekla logično. Tako da hvala lepa.